Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, spoštovane učiteljice, učitelji, drage dijakinje in dijaki. Dobrodošli na naši že 8. in s tem tudi zadnji razpravi dijakov z evropskimi poslanci, če bi jaz odločal bi, na katerih se vsak teden dijakinje in dijaki postavite v vlogo odločevalcev in predstavite evropskim poslancem vaše predloge. Zdaj ponovno tehnično obvestilo, da se pogovor snema, tako da ne vemo, da naše obvestilo glede kamer in imen. Kot vedno vas prosim, da če nimate zadržkov, da pustite kamero prižgano, da vidimo, s kom se pogovarjamo in da tudi evropski poslanec dr. Grošelj ne govori v prazen ekran. Predlagam pa, da začnemo z današnjo razpravo. Kot veste, se bomo danes pogovarjali o eni aktualni in zelo, zelo pomembni temi, o energetskih virih prihodnosti, ki bodo pomembno seveda vplivali tudi na doseganje okoljskih ciljev. In z nami bo o tej temi spregovoril evropski poslanec dr. Klemen Grošelj. Dr. Grošelj, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Zelo veseli smo vašega sodelovanja na tej temi in se veselimo današnje razprave. Hvala lepa, hvala za povabilo. Mi je veliko veselje in zadovoljstvo, da bom lahko, izmenjal nekaj mnenj in stališč za, recimo, temu mlajšimi možgani, kot so moji. Tako. Z veseljem, hvala lepa. Tako. In današnji dogodek bo v bistvu midva otvorila z enim uvodnim moderiranim pogovorom, s katerim bova naredila uvod v temo, da si naredimo neko podstat, potem pa nadaljujemo s predlogi dijakov in dijakinj. In začneva kar na evropski ravni in sicer vemo, da si je EU zadala izjemno ambiciozne okoljske cilje in med njimi tudi ogljično nevtralnost do leta 2050. Kako odvisni bodo ti, oziroma ti bodo odvisni tudi od praktično revolucionarnih sprememb na področju energetskih virov? Kako globoka in realna je ta revolucija? Kako ocenjujete to situacijo? Ja, poglejte, Evropski parlament oziroma Evropska komisija so sprejeli, oziroma skupaj z zakonodajalcem, se pravi svetom EU, smo sprejeli več, pomembnih podnebnih ciljev. Najpomembnejši najbolj gotovo in najbolj ambiciozen med njimi je ogljična podnebna nevtralnost do leta 2050. Vmes pa imamo že en zelo pomemben mejnik in to leta 2030 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55% glede na leto 1990. Se pravi, pri vseh teh količinah izpustov, ko govorimo o odstotkih, govorimo na tako imenovano nično leto 90. To je pač merilo. Zdaj, če pogledamo Slovenijo in pogledamo tudi Evropsko unijo, bo to potrebno narediti izredno ambiciozen program tako v industriji, v prometu. Kot veste, promet je eden ključnih oziroma največjih virov izpustov. Recimo v slovenskem primeru 60% vseh izpustov toplogrednih plinov izhaja iz prometa. Drug največji dejavnik pri tem pa je seveda energetika. V slovenskem primeru imamo 2 energetska objekta, ki sta tovrstno pomembna, se pravi termoelektrarna Toplarna Ljubljana, TETOL in pa TEŠ6. TEŠ6 je dejansko ključni v tem trenutku, ker je v bistvu glavni generator toplogrednih plinov v slovenski energetiki, medtem ko TETOL predvideva prehod na zemeljski plin v prihodnjih nekaj letih. Zdaj, ambicija je zelo velika. Zdaj, zakaj vemo, da imamo neposredni izziv podnebnih sprememb? To je en dejavnik, drug dejavnik pa je to, da pravzaprav celotno globalno, če pogledamo, kaj druge države počno, imamo podobne ambiciozne cilje tudi pri njih. Tako recimo Kitajska napoveduje podoben proces do leta 2060, Združene države Amerike bodo tudi pripravile podoben program, zdaj z novo Bidenovo administracijo. In torej gre za nek širši, napor zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. Zdaj, kakšna bo prihodnost, katere tehnologije prihodnosti pri tem se bodo razvile, je na nekaterih področjih še odprto vprašanje, pa če pogledamo v časovno perspektivo, in jaz tukaj rad to poudarim, recimo 10 let nazaj, ker tukaj se vpada za neko drugo slovensko zgodbo, se pravi 10 let nazaj, če se spomnimo, smo mi odprli pravzaprav ta naš TEŠ6. No in takrat je recimo Nemčija odšla po drugi poti. Nemčija je takrat, če se spomnimo, šla po poti izgradnje zmogljivosti energetiki na področju obnovljivih virov, predvsem vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn.
In takrat so vsi govorili, mnogi so podarjali, da praktično je to ekonomsko nevzdržno. Danes pa smo že v situaciji, ko so energetski viri, ki so obnovljivi, se pravi sonce in pa veter, že cenovno povsem konkurenčni tako imenovanim klasičnim, od vodnih virov do termoelektran. Pravzaprav termoelektrarnam so že popolnoma konkurenčni in samo še v določenih segmentih zaostajajo v odvisno seveda od obračuna stroškov od recimo jedrske energije. Se pravi, v 10 letih smo naredili takšen premik tehnološki vidika izkoristka, kakršnega si nismo predstavljali. Seveda, to odpira nekatera nova vprašanja, tehnične predvsem narave, ampak z ustreznim, jaz bom rekel, premišljenim vlaganjem v raziskave in razvoj, ki že potekajo in ki se bodo še dogajali v prihodnjih letih, bomo pač to energetsko, bom rekel, in tudi siceršnjo družbeno transformacijo tudi izvedli. Hvala. In zdaj govorila sva predvsem o spremembah na področju ponudbe, ne? Prej ste pa že omenili, da bo tudi potrebno gledati na spremembe na področju porabe, ne? Kako pa v bistvu radikalno zmanjšati to našo energetsko potratnost, predvsem je ta vidna v prometu, recimo? Ja, poglejte, sama ambicija in trendi v svetu, pa tudi v Evropi, kažejo, da seveda varčevanje z energijo, se pravi energetsko povečevanje energetske učinkovitosti, bo eden izmed pomembnih stebrov tega prehoda. Vendar pa hkrati treba se zavedati, da zaradi same spremembe, se pravi prehoda recimo z motorja z notranjim izgorevanjem v električen pogon, bo dejansko pomenilo kratkoročno, ali pa saj tudi srednjeročno, povečano porabo recimo električne energije, kar pomeni, da bomo morali ta izpad fosilnih goriv, predvsem premoga in potem kasneje tudi nafte in njenih derivatov, kompenzirati oziroma nadomestiti z proizvodnjo električne energije. In to bo tisti ključni izziv in tukaj bomo imeli dvojno pot. Na eni strani se pravi povečevanje proizvodnje in hkrati povečevanje energetske učinkovitosti. Zdaj, tisto, kar bo mogoče po moji oceni najtežje storiti, in to bomo imeli vsi izziv pred seboj, tudi jaz osebno, v končni fazi vsak posameznik, je kako spremeniti svoje navade. In tu, kar bo sicer zdaj se slišalo malce paradoksalno v kontekstu potekajoče epidemije, večja, bom rekel, tisto, kar bo po mojem največji izziv za vse nas je, da smo zdaj navajeni na to raven individualizacije svoje mobilnosti, če tako rečem. Zelo smo navajeni in razvajeni, da se sedemo v avto in se pač kot posameznik odpeljemo tja, kamor nam pač srce ali nalo poželi ali kamor pač nas vodijo obveznosti. V perspektivi to, se pravi, ta ideja individualne mobilnosti se bo spremenila, sicer na nek način z elektrifikacijo prometa, bolj pa v smislu tega, da bo treba uporabljati javni potniški promet, ki pa mora seveda potem se spremeniti, postati mora bistveno bolj dostopen in pa bistveno bolj učinkovit. To bo tisti ključni izzivi. Kar se tiče ogrevanja hiš in te individualne energetike, tukaj je jasna tendenca tako imenovanega energetskega interneta, kot nekateri govorijo, se pravi, da bi posamezne stanovanjske enote oziroma hiše, bloki postali na eni strani energetsko učinkoviti, bi bili maksimalno, bom rekel, energetsko izolirani, učinkoviti in pa hkrati tudi neke vrste proizvodna enota energija. Se pravi, da taka zgradba ne bi samo trošila, ampak bi tudi proizvajala energijo. To pa seveda zahteva marsikatere investicije, tudi inovacije, te nekatere so že na voljo, nekatere so na ravni bazičnih raziskav in bodo prišle v fazo aplikativne uporabe. In pa seveda to zahteva tudi spremembo, bom rekel, logike celotnega elektroenergetskega sistema. Do zdaj bo elektroenergetski sistem relativno centralizirana zadeva, ki je sestavljena iz proizvodne, omrežja, se pravi tega magistralnega omrežja, potem distribucijskega omrežja in na koncu potrošnika. Zdaj bomo imeli pa tu interakcijo, zato sem rekel, da je to mogoče malce primerljivo z internetom, kjer bomo imeli tudi recimo neke individualne hiše, to že tudi pravzaprav imamo z sončnimi elektrarnami, ki bodo pač elektriko presežke proizvajali in odvajali v energetsko omrežje, pri čemer ključno vprašanje seveda bo, kako zagotavljati vzdržnost takšnega sistema oziroma njegovo stabilnost. Hvala in super iztočnico ste nam zdaj dali tudi za predloge, ker so dijaki kar nekaj izmed teh stvari obravnavali v svojih predlogih, in elektrifikacijo in dostopen javni promet.
Tako da super iztočnica. Preden pa gremo na predloge, pa eno zelo nehvaležno vprašanje sicer, ampak ena ocena položaja Slovenije v primerjavi z drugimi evropskimi državami, če bi mogli reči glede zagotavljanja zelene energetske prihodnosti. Bi nas uvrstili v neko povprečje ali mogoče prednjačimo na tem področju ali smo v kakem zaostanku? Če bi zelo na kratko mogli reči, da še nas umestimo na zemljevid. Ja, no, jaz sem se kar nekaj časa v življenju ukvarjal s statistiko v svojem poklicnem delu. Podatek, ki pravi nekako takole: mi bi morali imeti v tem trenutku 25% električne energije proizvedene iz obnovljivih virov. To je v tistem energetskem kolaču, bi moral biti delež obnovljivih virov 25%, trenutno je 21,5%. Mislim, da ta podatek pove veliko. Zdaj, kaj je tisto, kar jaz bi rekel Sloveniji pogrešam? Pogrešam zelo jasno odkrito razpravo pravzaprav o tem, kakšna bo energetska prihodnost države. Želel bi si, da bi se ukrepila predvsem stroka in znanost na tem področju. Žal moram reči, tudi na podlagi osebnih izkušenj, da imamo vrhunske strokovnjake, vendar pa prevladuje v našem prostoru predvsem, kako bom rekel, da bom zdaj politično korekten, prevladuje interesno pogojeno razmišljanje. Tisto, kar mi dejansko rabimo v tem trenutku, pa je, da dobijo besedo ljudje, ki razumejo vizijo prihodnega razvoja energetike globalno in v evropskem prostoru in ki imajo konkretne rešitve, kako oditi naprej. In to je tisto ključno vprašanje. Teh ljudi pa se jaz bojim, da ni v tej javni razpravi in da imamo razpravo predvsem na temelju nekaterih razvojnih projektov, ki so danes žal preživetja. In smo se znašli v neki, bi rekel, razvojni praznini, razvojnem zaostanku. To je tisto, kar so nas mnogi opozarjali, da imamo za sabo tako imenovano razvojno izgubljeno desetletje. In tukaj na energetiki se to žal zelo dobro, zelo očitno kaže. Ker ta zaostanek 21,5%, to se morda komu zdi malo, to je pravzaprav zelo veliko. Ker v perspektivi moramo gledati, da bomo mi morali ogromne proizvodne zmogljivosti nadomeščati na tem področju in nisem pretiran optimist, oziroma sem optimist v tem, da znanje pač imamo. Zdaj vprašanje pa je, ali ga bomo znali izkoristiti. Ja, hvala za tale vpogled in ni morda strokovna razprava na najvišjem nivoju, ampak definitivno pa je razprava o tem, kakšno energetsko prihodnost države ga naši mladi. Ponavadi sicer tamle v pogovoru, pa lahko nam tudi tokrat napišete, mladi napišejo, iz kje prihajajo. Ponavadi se zberemo z cele Slovenije, tako da mislim, da dobimo en tak lep pregled. In danes bomo pogledali, kaj in kako v bistvu vidijo energetsko prihodnost ne samo naše države, ampak tudi mogoče Evropske unije ali pa kar mednarodne skupnosti naši mladi. Tokrat je predloge poslalo kar 22 šol, 9 šol vas te predloge danes tudi predstavilo. Predlogi so spet zelo raznoliki, zelo zanimivi, od strateških usmeritev in izobraževalnih potreb pa do finančnih spodbud in zelo konkretnih predlogov obnovljivih virov energije, ki jih mladi vidite kot energetske vire prihodnosti. Tako da ponovno se bomo organizirali na način kot vsakič do sedaj, se pravi, teh 9 šol boste razdeljene v 3 sklope, po 3 šole torej na sklop, ko vsaka šola predstavi svoje predloge, damo evropskemu poslancu 5 minut za komentar, skupen, vaše v bistvu nekak skupine. Če imate kako repliko, dajte mi napisati v chat, sicer pa kot vedno vas jaz pokličem k besedi. Vklopite si mikrofon, kamero, se predstavite, kdo ste in z katere šole prihajate, predstavite vaš predlog, potem pa ob koncu seveda tudi, prosim, izklopite mikrofon. Tako da dajmo mi začeti z našo prvo skupino. Jaz sem tukaj prvi sveženj predlogov pripravljen in danes bo tale naš podium otvorila Gimnazija Ormož, tako da mislim, da bo predstavljal Gašper. Gašper, izvoli. Pozdravljeni, sem Gašper Krabonja in v imenu dijakov Gimnazije Ormož predstavljam naše predloge na temo energetski viri prihodnosti. Neobnovljive vire bi postopno zamenjevali z obnovljivimi, saj bomo le tako lahko rešili naš planet pred propadom in izčrpanostjo. Do tega bi prišli tako, da bi Evropska unija namenila posebna sredstva
laboratorijem, ki bi se posvečali raziskovanju novih načinov pridobivanja energije, ki bi bili okolju prijazni in hkrati bi razbremenili ostale vire. Pri tem je nujno, da so energetski viri okolju prijazni v vseh pogledih in na posameznih lokacijah ne povzročajo dodatne degradacije okolja. Vsak dan izkoriščamo neobnovljive vire, ne meneč se za posledice. Če bomo tako nadaljevali, se lahko zgodi, da bomo našim zanamcem uničili življenjski prostor. Morali bi omejiti porabo neobnovljivih virov in jih postopoma opuščati. Posamezne države Evropske unije bi morale poskrbeti za strožjo zakonodajo glede izpustov in odlaganja odpadkov, ki nastanejo pri pridobivanju različnih virov in energije. S tem bi zaustavili onesnaževanje okolja, saj se ti odpadki razgrajujejo več milijonov let. Posamezne države in Evropska unija bi morale posvečati več pozornosti v razvoj ustrezne in okolju prijazne tehnologije za pridobivanje in porabo energije. Uvedli bi določene finančne spodbude za tiste države, ki veliko delajo na tem, in za tiste, ki tega ne zmorejo oziroma nimajo dovolj sredstev za razvoj same tehnologije. Do subvencij in drugih denarnih pomoči bi bila upravičena tudi posamezna gospodinjstva. Želimo si krepak in zdrav planet za nas in prihodnje generacije, predvsem pa čist in varen. Hvala. Najlepša hvala, doktor, za tvoje predloge. Samo še prosim, da si izklopiš mikrofon. Se pravi, zamenjava neobnovljivih virov za obnovljive, dodatna EU sredstva, strožja zakonodaja, subvencije za gospodinjstva, super pripravljeno. K besedi pa vabim predstavnico Dijaškega doma Antona Martina Slomška, da predstavi vaše predloge. Izvoli. Ime mi je Eva Somer in danes bom predstavljala Dijaški dom Antona Martina Slomška na podlagi energetskih virov v prihodnosti. Ekonomski in socialni razvoj vsake sodobne družbe je neločljivo povezan z naraščanjem potrebe po virih energije, ki jih ob sodobnem tempu naraščanju klasični viri energije ne bodo več mogli slediti. Raziskave kažejo, da je v manj kot 40 letih poraba energije na svetu se kar podvojila in da njena rast še kar naprej eksponentno narašča. V prvi vrsti seveda govorimo o naraščajoči potrebi po električni energiji, ki jo sodobna družba vidi kot rešilno bitko in kot tako imenovano čisto energijo. Žal velika večina električne energije, ki jo porabimo, proizvedemo iz fosilnih goriv. Podatki iz 2020 govorijo, da okoli 36% električne energije še vedno proizvedemo iz premoga, 23% iz zemeljskega plina, čez 10% iz jedrske energije in nekaj čez 25% iz obnovljivih virov energije, torej vetrna in sončna. Kar se pa tiče vse splošne uporabe energije, pa so še vedno nesporni zmagovalci fosilna goriva, torej nafta, zemeljski plin in premog, z več kot 83% deležem. Kolikor ne najdemo vira energije, ki bo obnovljiv, ne bo povzročal druge okoljske škode in bo vsestranski, torej da se ga bo dalo brez večjih težav uporabiti za vse vidike potrebne po energiji, naš sedanji način življenja in poraba energentov, torej sedaj ne mora biti in ni vzdržna. Človeštvo bi moralo vse sile usmeriti v iskanje energentov in virov za energijo, ki nam jo ponuja narava. Naj si bo to v obliki jedrske fuzije, ki se odvija v zvezdah in prinaša veliko manj negativnih okoljskih vprašanj, kot jedrska fizija, ki jo poznamo v jedrskih elektrarnah. Ker raziskave na tem področju zahtevajo veliko sredstev, bi bilo potrebno največ znanstvenih in raziskovalnih resursov Evropske unije usmeriti v to rešitev, ki lahko hitro nadomesti sedanje klasične elektrarne, ki s svojim delovanjem močno posegajo v okolje. Drugi vidik našega predloga zadeva omrežje in njegove zmogljivosti. Nedolgo nazaj so bile energetska omrežja nekaterih držav, Francija in Nemčija, pred zlomom, ker preprosto niso mogle prenesti obremenitev, ki jih prinaša povečana potreba po električni energiji za potrebe transporta. Za voljo olajšav ob nakupu električnih avtomobilov je število le-teh v teh državah tako naraslo, da je bilo omrežje na robu zmogljivosti ob prenosu takšne količine potrebne energije. Rešitev za to je decentralizirana proizvodnja električne energije, ki bi že ob začetku morala biti vključena v vsak projekt gradnje, obnove, razvoja novih naselij in proizvodnje,
ki bi omogočala določen delež neodvisnosti od omrežja glede porabe energije. Glede na lokalne pogoje, to lahko vse od sončnih, vetrnih elektrarn pa do geotermalne energije in še česa. Tretji vidik našega predloga zadeva transport, promet oziroma naraščajočo uporabo električnih avtomobilov. Električni avtomobili žal niso ravno pozitivni zgled in nikakor ne moremo reči, da njihova uporaba na kakršenkoli način globalno gledano pomaga pri zniževanju onesnaževanja. Kolikor recimo prihranimo pri izpustnih plinov, pri uporabi takega avtomobila, več kot nadoknadimo že pri sami proizvodnji sestavnih delov za tak avtomobil. Pa naj si gre za rudarjenje redkih kovin, za baterije ali elektronske komponente. Samo proizvodnje teh vozil ali za vprašanje njihove razgradnje po končani življenjski dobi. Naš predlog je, da bi bilo potrebno več narediti na področju vidika njegovega varnega skladiščenja in hranjenja ter na razvoju gorivnih celic za potrebe električnih vozil. S tem bi namreč bistveno olajšali prehod na novo tehnologijo v transportu, tako iz vidika polnjenja časa, kot iz vidika obremenjenosti omrežij ter ekološko sprejemljivosti tehnologije gorivnih celic. Hvala. Najlepša hvala, Eva, za vaša razmišljanja in vaše predloge. Mi pa gremo še na tretjo predstavitev v prvem ciklu in sicer bo predloge predstavila Maša iz Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Izvoli, Maša. Pozdravljeni, sem Maša in prihajam iz šolskega centra Ptuj, iz Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. In danes bom vam predstavila da smo ravno mladi v tem projektu, menimo, da bi se za nas moralo bolj ozaveščati o takih temah. Ko o ozaveščanju v zadnjem času se sploh ni vedelo. Zvrstniki bi se jih definitivno udeležili. Sploh, ker bi po vsej verjetnosti definitivno udeležili, sploh, ker bi po vsej verjetnosti potekali virtualno in menimo, da bi se moralo to tematiko postavljati in uvrščati na višjo prioritetno mesto. Zato predlagamo, da se v šolski kurikulum pri vsakem predmetu da več poudarka na to temo in mislimo, da bi šlo celo pri matematiki in športni vzgoji, samo poskusiti bi bilo potrebno. Slovenija konkretno je v zadnjem desetletju izdelala nekaj dokumentov na to temo. Postavile so se nekatere sončne elektrarne in vetrnice. Še vedno pa ni jasne slike, dokdaj se bo za bomo naredili prvi odločen korak v smeri energetske tranzicije. Predlagamo, da se stori še več k zmanjšanju uporabe premoga, da se poveča volja do korenite spremembe. Menimo, da veliko ljudi ne pozna posledic uporabe premoga in trenutnega stanja ter stopnje onesnaževanja. Tudi peticija za čistejšo industrijo s toplogrednimi plini, emisijami žveplovega. Predlagamo, da se jo medijsko močneje podpre. Menimo pa tudi, da bi se o zelenem dogovoru moralo govoriti pogosteje. Hvala za vašo pozornost. Hvala, Maša. In ker smo Mašo malo težje slišali zaradi težav z omrežjem, bi jaz samo na hitro povzela predlog. In sicer torej več ozaveščanja o tej tematiki, vključitev tematik v šolski kurikulum, tudi v predmete, kjer to morda na prvi pogled ne izgleda najbolj enostavno, kot sta matematika in športna vzgoja. Drugi predlog je šel v smeri zmanjšanja uporabe premoga in pa povečati voljo za korenite spremembe. Tretji predlog pa več medijske podpore peticiji za čistejšo industrijo in več govora o zelenem dogovoru. Maša, oprosti, ampak jaz sem te samo na hitro povzela, ker te je prej malo prekinjalo. Tako da to je naš prvi krog in dr. Grošelj, jaz bi vas prosila za en skupen komentar, 5 minut imava na voljo. Ja, hvala lepa. Zelo širok nabor. Bom poskušal v 5 minutah, vi pa gledajte na čas, če me bo zaneslo, ker me rada. Glede Gašper je spraševal o razvoju.
Ja, razvoj, raziskave in vlaganje v raziskave in razvoj je ena mojih najmočnejših političnih sporočil. Sem goreč zagovornik, da se vlaga čim več, še več, vedno vlaganja v raziskave in razvoj. Žal, politična realnost pogosto ni takšna, kot si morda lahko opazil, ali pa če ste spremljali ob nedavnem pogajanjih o večletnem finančnem okviru, to je 7-letni okvir proračuna Evropske unije, so se sredstva za raziskave in razvoj, ki se nahajajo v okviru poglavja imenovanega Horizont Evropa, nažalost zmanjšala. Čeprav je Evropski parlament z hudim pritiskom, pravzaprav lahko rečemo kar z manj izsiljevanja, smo uspeli ta sredstva sicer potem dvigniti, ampak vendar ne toliko, kot smo mi si želeli. Mi smo želeli, da bi bilo teh nekje okoli 120 milijard, na koncu smo pristali na kompromisu malce pod 100 milijardami. Zdaj, glede vlaganj naprej v to, zdaj poznan je ta sklad za okrevanje in odpornost. To je nek ukrep, ki ga je Evropska komisija oziroma Evropska unija sprejela za pomoč državam oziroma kot sredstva. Gre za prvo zadolževanje celotne Evropske unije v višini 750 in še nekaj milijard evrov. In veliko denarja v tem skladu lahko države namenijo tudi za to področje, katero si ti omenil, se pravi za raziskave, za energetsko transformacijo in pravzaprav tako nekako lahko povem, sprejeli smo celo ključ, po katerem se ta sredstva porabijo. Tako je 37% teh sredstev namenjenih za podnebne vprašanja in okoljska vprašanja, 20% je namenjenih za digitalizacijo, ostalo pa lahko potem države porabijo na 6 prednostnih področjih, da ne bom šel v detajle, da ne bom preveč duhamoren. In pa pri tem je ključno načelo, ki pa velja za vse te projekte, in sicer, da se z njimi ne sme povzročati nepotrebna okoljska škoda. In recimo ena izmed točk, ki noter zahteva, tega morajo recimo države pri pripravi teh projektov upoštevati, je tudi recimo varovanje vodnih virov. Glede zakonodaja se vse skozi spreminja. Recimo zdaj trenutno, jaz sam delam na enem poročilu o tako imenovani trajnostni mobilnosti, ki ga pripravlja moj odbor. Jaz sem v odboru za industrijo, tehnologijo, raziskave in energetiko, ITRE imenovan, in dajemo neko poročilo oziroma mnenje na zakonski predlog, ki ga je recimo pripravili na tem področju Evropska komisija. In tukaj lahko rečem, da se te zakonodaje vse skozi zaostruje. Če ste spremljali, kaj se je dogajalo z afero Dieselgate, oziroma ko je Volkswagen golfal z informacijskim sistemom in je lažno zmanjševal izpuste, prikazoval zmanjšanje izpuste. No, vidite, tukaj se recimo vse skozi spreminjajo te zakonodaje. In ta zakonodaja se v praksi zaostruje. In omenjene so bile tudi subvencije. Ja, subvencije jaz nekako bi lahko podprl, bom rekel, na začetku nekih procesov, vendar pa moramo paziti pri tem, da te subvencije ne postanejo neke vrste, kako bi rekel, mamilo, s katerim se vzdržuje neko stanje. Tisto, kar moramo mi doseči, je to, da to, kar bomo razvili, te nove vire, da bodo da bodo ekonomsko upravičljivi, oziroma da bodo ekonomsko in okoljsko vzdržni. To mora biti naš cilj. Na začetku seveda za subvencijami, raziskave, razvoj, pilotni projekti, da, potem pa mora to vendarle postati neka zadeva, ki stoji sama zase. Viri energije, podvajanje, seveda poraba energije se je povečevala, to v tem sploh ni dvoma in se še vedno povečuje. Fosilna goriva še vedno so pomemben dejavnik. Te razmere, ki si jih omenila, so mogoče malce drugačne po različnih kontinentih in delih sveta, ampak globalno seveda je še vedno ključna so fosilna goriva, pri čemer je zemeljski plin nekako tako imenovani modri prehod v tem mestnem prostoru. Zdaj, najdete univerzalni energent, fusija, omenila si izlivanje jeder. TET reaktor se že nekaj časa razvija, to je več nacionalni mednarodni projekt, v katerem sodeluje pravzaprav vse ključne države na tem področju sveta, vendar je, bo rekel, če zelo poetično rečem, ukrotiti moč sonca kar pomemben izziv in ni tako enostavno tehnološko to izpeljati, kot je mogoče ta klasična jedrska fizija. Tako da tukaj je gotovo ogromen potencial, tak majhen fuzijski reaktor bi seveda lahko preskrbel z energijo, za neomejenimi količinami energije, pravzaprav ne samo Slovenija, ampak celoten evropski kontinent. Glede omrežja seveda treba upoštevati dejavnik, to, da pač omrežja so poseg v prostor,
Jaz tukaj verjamem, da mi moramo izboljšati učinkovitost omrežij, to je tako imenovana pametna omrežja, smart grids, tako na magistralni ravni, še bolj pomembno je pa to na distribucijskem omrežju, torej omrežju od najbližje transformatorske postaje pa do končnega uporabnika. Glede surovin, vezanih na nove tehnologije, to je ena ključnih vprašanj, zato je tudi ena izmed pomembnih politik Evropske unije, tako imenovano krožno gospodarstvo, katerega cilj je zmanjševanje porabe naravnih virov za nove tehnologije in obstoječe tehnologije. Glede ozaveščanja, mogoče na tem področju res ni še dovolj narejenega, to je Maša izpostavila, šolski kurikulum, jaz se s tem strinjam, da bi bila ta tema del tega, vendar bolj pomembno bo, da bo to postalo del našega vsakdanja. Jaz mislim, da nas bo sam razvoj zadev pripeljal do tega, da bo to postal sestavni del našega vsakdanjika. Omenjeni so bili dokumenti, zdaj Slovenija ima tukaj več teh dokumentov, jaz smo reči, da nekateri med njimi niso prav posrečeni, bo pa vsekakor ta strateški razmislek potreben oziroma bi že morali ga narediti in to čim prej, ker tukaj, kot sem že rekel, v začetku zaostajamo. Glede premoga, premog bo potrebno izločiti iz tega energetskega bilance, kot se temu reče, in tukaj tudi Evropska unija, recimo za te naši dve najbolj izpostavljeni regiji, za Savsko in Šaleško dolino, predvideva poseben program, posebno sredstva, tako imenovani sklad za pravični prehod, kjer je, mislim, da preko 118 milijonov evrov namenjenih, da se začnejo razvijati drugi viri preživetja za ljudi na tem območju in da se izvede okoljska sanacija teh območij. Glede zelenega dogovora, to je zdaj, največji dogovor, mislim, da o tem veliko govorimo, pravzaprav vsi poslanci o tem zelo veliko govorimo in tudi komisija o tem govori. Seveda zdaj smo o tem govorili, zdaj pa prihaja obdobje, ko bo treba te zadeve skozi konkretne projekte pa tudi, uresničiti, narediti kot neke razvojne projekte, ki bodo potem zagotavljali tako delovna mesta in blagostanje nas vseh. Upam, da sem uspel odgovoriti v 5 minutah. Skoraj, evo, tokrat sva bila na malo več, ampak vem, da je predlogov veliko in da še želimo, da dijakom neko informacijo, da je težko. Tako da gremo hitro na drugi krog. V drugem krogu šole, ki boste v drugem krogu predstavljali, ste se že zelo podrobno ukvarjali z predlogi energetskih virov za prihodnost, tako da prosim elektro- in računalniško šolo Velenje, da predstavi svoje predloge. Pozdravljeni, sem Matej Meža, prihajam z elektro- in računalniške šole v Velenju. Prvo se moram opravičiti, ker nimam trenutno dostopa do spletne kamere, sem na odročnem mestu. Mi, ker prihajam iz elektro- in računalniške šole, smo se bolj osredotočili na energetiko, In tukaj poznamo obnovljive in neobnovljive vire električne energije, tako kot smo povedali. Obnovljivi viri so seveda znani kot energetsko veliko bolj učinkoviti, veliko manj škodljivi okolju in pa z eno besedo bolj zeleni. Danes je že v bistvu skoraj splošno znano, da so ti obnovljivi viri energije neka najboljša izbira in da bodo dolgoročno najmanj onesnažili naš planet. Zdaj tukaj se je za vprašati, če je temu res tako. Če vzamemo za primer sončne elektrarne pa sončne celice, ki pri samem obratovanju sicer ne onesnažujejo okolja, to onesnaženje pa se pojavi, ko je zadeva v teku proizvodnje ali ko se zadeva zavrže. Omembe vredno pa je tudi, da imajo ti moduli zelo slab izkoristek. Vkolikor se pogovarjamo v polikristalnih modulih, ki so največkrat uporabljeni, imajo ti okoli 15% izkoristka. Zdaj, če to primerjamo z jedrsko elektrarno, ki ima izkoristek okoli 35%, je to več kot 2-kratnik izkoristka sončne elektrarne. Potrebno je pa seveda omeniti, da zraven teh sončnih celic je pa potrebno imeti tudi cel kup ustreznega krmiljenja in ustrezne zunanje opreme, kot so neki posebni elektronski moduli, razmerniki, transformatorji, powermetri, peak detektorji in pa na vse zadnje tudi baterije oziroma akumulatorji, ki pa spet močno onesnažujejo okolje, ko jih zavržemo. Zdaj, neka povprečna življenjska doba enega modula je kar dolga, 10 do 15 let. Življenjska doba teh razmernikov in pa kontrolne opreme, kar se mogoče veliko ljudi ne zaveda, je pa okoli 6 do 7 let. In potreben je v bistvu remont na vsakih 5 let takšnih elektrarn. Oprema pa je tudi seveda velik del investicije, saj so cene, čeprav so konkurenčne, kar visoke.
Poleg vseh teh limitov pa smo tudi omejeni na čas sonca in pa na intenzivnost sončnih žarkov na mestu, kjer je elektrarna postavljena. Da pa ne bom govoril samo o sončnih elektrarnah, se pa dotaknemo še vetrnih. Torej vetrnice. Te elektrarne imajo podoben problem pri proizvodnji in reciklaži potrebnih delov za vetrnice. Izkoristek teh elektrarn je popolnoma odvisen od jakosti vetra in seveda tudi posledično postavitve vetrnic. Vetrnice se proizvajajo iz lahkega materiala, največkrat iz karbonskih vlaken. Karbonska vlakna pa imajo zelo dolgo razpolovno dobo in jih je težko reciklirati razen sežiganja. Ob sežigu pa se sprostijo ogromne količine CO2. Zdaj, čisti vir so recimo hidroelektrarne, ki uporabljajo energijo rek in tega je v Sloveniji in v Evropi veliko. Je pa tukaj potrebno povedati, da tukaj se pa gre za neko degradacijo okolja, kar veliko, torej za nek poseg v okolje in sicer popolnoma spremenijo podobo reke. Tukaj lahko tudi omenimo, da so mogoče potrebna tudi neka velika zajemna jezera. Zatorej smo mnenja, da so na dolgo razvpiti obnovljivi viri energije slabši za okolje, kot so mogoče videti na prvi pogled. Vendar menimo, da so vseeno kratkoročno prihodnost termoelektrarne, ki sicer sodijo trenutno med velike onesnaževalce. Vkolikor bi poskrbeli, da recimo za ta čas sežigajo naše odpadke. V Velenju smo torej dosegli, da tega sosežiga ne bo, ampak takšne sežigalnice so pa mogoče že nekaj letna tradicija, ne vem, v Dunaju ali pa v Amsterdamu. Seveda pa morajo imeti te termoelektrarne tudi ustrezne filtre, ki ne onesnažujejo okolja in seveda tako prihaja do manjše degradacije. Zdaj, kar se tiče pa nuklearne energije, mi smo mnenja, da to zaenkrat je prihodnost, glede na tehnologijo, ki jo naš svet pozna. Prej smo omenili fuzijo, seveda to je prihodnost, vkolikor se to razvije, bo to nek boom na področju energetike. Ampak jaz mislim, da se to še nekaj časa ne bo naredilo, zatorej so naši predlogi sledeči. Jaz bi rekel, da zaenkrat prenehanje uporabe sončnih elektrarn in vetrnih elektrarn, ki škodijo okolju, ta trenutek ne, ampak po reciklaži. Na dolgi rok ustavitev obratovanja termoelektrarn, ki uporabljajo premog. Tretjič pa povečanje števila nuklearnih reaktorjev in ob tem lokaciji za shramb nuklearnih odpadkov, ki so seveda velik problem, ampak še vedno smo mnenja, da so nuklearne elektrarne boljše od razpitih obnovljivih virov energije. Hvala. Hvala lepa, Matej, za predloge in razmišljanja in argumentacijo vaše šole oziroma skupine. Hvala tudi za opravičilo glede kamere in ob tem še enkrat poziv in opomnik ostalim, da če je le mogoče, si dajte kamere vklopiti, da vas vidimo, tudi če ne predstavljate, da ne govorimo v prazen ekran. Mi pa gremo naprej z naslednjo predstavitvijo o energetskih virih prihodnosti, je razmišljala tudi ekipa Gimnazije Novo mesto in izvolite predstaviti vaše predloge. Ja, upam, da se slišimo. Slišimo. Zdravo, jaz sem Tija iz Gimnazije Novo mesto. Tako da slišali smo že teoretični del od kar nekaj skupin, tako da ga bom kar izpustila, ker so to pač predstavili že moje. Zdaj, najprej smo razmišljali glede morskih farm, to so pač te gradijo na valovno aktivnih morjih, tako da se mi zdi, da bi lahko ker elektrika je pač proizvedena, ko se plošče zaradi sile valov premikajo. To so pa tudi v praksi uspešno že preizkušali na Portugalskem. Potem kot drugi predlog imam spodbujanje države k povečanju uporabi sončnih celic, kar bi lahko dosegli tudi z denarno pomočjo državljanom. Hkrati pa bi tudi država lahko glede na zeleni dogovor, katerega cilj je pač dokončno zmanjšanje emisij do leta 2050, lahko dobila tudi denar od Evropske unije. Naslednjo smo imeli uporaba geotermalne vode in iz tega smo izhajali iz primera v Islandiji, kjer imajo modro laguno, katere vodo pa uporabljajo za proizvajanje energije, hkrati pa tudi za dobičkonosen turizem, torej ko proizvede energijo ta voda, se nekako shladi, kar lahko potem uporabijo za
svoje turistične dejavnosti. Naprej imamo usmeritev Evropske unije k proizvajanju sončne energije v vesolju s pomočjo satelitov. Zaenkrat je nažalost to še koncept, vendar bi lahko vsaj študije usmerili v to idejo, ker je to precej drag projekt, tako da bi lahko v to vsaj investirali. Potem imamo elektriko, ki bi jo lahko proizvajali sami s pomočjo gibanja. In sicer ta ideja je bila razvita že v Veliki Britaniji, kjer so jo uspešno tudi že preizkusili v praksi. Torej na kolenih bi imeli kot neko obvezo, ki bi v narekovajih pobirala elektrone in to bi potem spremenila v elektriko, tako da bi lahko sami napolnili svoj mobilni telefon ali kaj podobnega. In kot zadnji predlog bi pa izpostavila, da bi lahko Evropska unija začela bolj gledati na porabnost električnih naprav. Torej v prodajo bi spustila le, ki imajo najmanjšo porabo in določiti bi mogli tudi neko mejo, ki bi pa predstavljala največjo možno porabo. To je vse z naše strani. Tija, najlepša hvala za vaše premisleke in vaše predloge. In še poslušajmo predloge Šolskega centra Rogaške Slatine, ki je zadnja šola v tem drugem sklopu. Izvolite, Rogaška Slatina. En lep pozdrav strani Šolskega centra Rogaška Slatina. Sem Lorena in vam bom predstavila še naše predloge. Torej, kot že sami vemo, energijski viri so nedolgo nazaj začeli predstavljati eno večjo okoljsko težavo. Jedrska energija je tista energija, ki da največ energije, vendar je najbolj močna, vendar pa predstavlja tudi tveganje. Če bi jaz odločala, bi jedrsko pridobivanje energije začela opuščati, saj je na območju Slovenije v preteklem letu prišlo do kar nekaj potresov, kar je povzročilo nevarnost, da bi jedrsko sevanje prišlo na plan in vplivalo na ljudi in okolico. Čim več pridelave energije naj temelji na obnovljivih virih, kar se tudi vedno bolj uveljavlja. Kljub temu, da je pridobivanje energije s sončnimi celicami okolju nekoliko bolj prijaznejše, tukaj je težava le v tem, da ko ti se pokvarijo, dobimo odpadke, ki jih je težko reciklirati. So pa to zelo drage in težko dostopne gospodinjstvom s povprečnim mesečnim dohodkom. Če bi bila cena predmeta, ki omogoča naravi prijaznejšo pridobivanje energije, nižja oziroma bolj subvencionirana strani države oziroma Evropske unije, bi si lahko več gospodinjstev to privoščilo in s tem bi zmanjšali porabo neobnovljivih virov energije. Torej, če povzamem, rabimo cenejše cene že obstoječih naravi bolj prijaznih načinov pridobivanja energije, da bi v prihodnje vsako gospodinjstvo pridelalo vsaj nek del energije, da bi poskusili izkoristiti tudi geotermalne vire, podobno kot se to dogaja na Islandiji, in pa da bi zmanjšali pridobivanje energije z jedrskimi elektrarnami, saj te predstavljajo možnost sevanja. Hvala. Hvala lepa, Lorena, za tvoje oziroma vaše predloge, tudi nekaj stvari, ki so jih druge šole pripravile, tako da superca. In doktor Grošelj, evo, spet težka naloga, ogromno predlogov, pa samo 5 minut časa. Tokrat se ga bomo mogla pa res držati, ker imamo še eno skupino. Okay. Volite. Hvala lepa. Torej, Matej, ja, na koncu sporočilo je bilo jedrska energija. To sem pričakoval iz teksta. Vse to, kar je bilo navedeno, drži, se strinjam. Lahko začnem tudi jaz naštevati, da jedrska energija pomeni rudarjenje za uranovo rudo, da to pomeni predelavo urana v ustrezno gorivo, to so spet povezano z energetskimi stroški in tako naprej. Gotovo je jedrska energija eden izmed možnih virov. Tudi recimo, če pogledamo, kako je Evropska komisija, kako smo na evropski ravni opredelili potencialne vire, nismo dali jedrsko energijo niti med zelene, niti med fosilne, ampak smo rekli, da je to tako ena srednja, tako ena neutralna lista, kjer pač se države potem odločijo, kako bojo svoj energetski kolač zaprle. Zdaj, kar se tiče sončnih elektrarn in pa celic in onesnaženja, seveda noter je marsikaj. Marsikatera kovina, ki tudi z tega vidika, bom rekel, okoljsko sporna, ne vemo, kako bomo reciklirali niti vetrne elektrarne, niti sončne elektrarne. In ko bomo to začeli zapirati, bo to eden večjih izzivov za to krožno gospodarstvo, ampak vendarle sam pa menim, da bo tudi na tem področju prišlo do nekaterih tehnološko-razvojnih napredkov. Kot veš,
ogromno se vlaga v raziskave in razvoj, vedno nove rešitve prihajajo, nekatere se tudi vidi sami tukaj nadaljevanje našteli. In jaz mislim, da jedrska opcija ni edina. Gotovo pa je, da če pogledamo, kaj se dogaja z našim okoljem, zdaj pa že nedvomno, da kurjenje fosilnih goriv dejansko ima vpliv na naše okolje. Zdaj, kar si omenil hidroelektrarn, seveda niso samo posegi v okolje. Recimo eno pomembno vprašanje, ki sem ga pred kratkim izvedel, recimo, ko zajezimo reko, nastajajo sedimenti, vse tisto, kar vržemo v reke, kar splaknemo, ko se tuširamo sebe, tam notri je marsikaj aktivnega, se potem kopiči v teh zajezitvah in teh hidroakumulacijah in to ima ne samo vpliv na tisto vodo, ki je tam not, ampak to gre potem v podtalnice in tako naprej. In tukaj imamo kar pomembna vprašanja vezana na kakovost vode. Torej, tudi pri vsaki energiji lahko najdemo neke slabe pa dobre točke. Ampak končno, tisto, kar sem skozi poudarjam, raziskave in razvoj so tiste, kar nas lahko pripelje do bolj sprejemljivih, okoljsko bolj sprejemljivih virov energije. Zdaj jedrska energija je bila večkrat omenjena, kolegica Lorena je zelo dobro opozorila, tukaj je tudi varnostno tveganje. Jaz recimo si ne želim, niti ne upam predstavljati, da se nam zgodi na Krškem polju Fukushima, se ne bo zgodila, tam bi bil tsunami, ampak kaj veste, da je to lahko, je načeloma varna tehnologija, ampak vedno je tisto določeno tveganje, za katero ne vemo, kaj se bo zgodilo. Naprimer, na Fukushima je bila zgrajena za takšne in takšne potrese, nihče pa ni predvidel tako ogromnega tsunamija, da bo udaril na tisti točki. To je tisto vedno nepredvidljivo, kar nas lahko preseneti. Ampak pri vsaki človeški dejavnosti pa seveda ni vedno nekaj tudi tveganja. Glede alternativnih tehnologij, jaz, kot sem že rekel, bi poudaril, to se ogromno vlaga, Evropska unija tukaj res velika sredstva vlaga, mislim, da več kot polovica vseh projektov, razvojnih projektov, v katere Evropska unija trenutno vlaga, je vezanih pravno na to področje, na področje energetskega prehoda. In jaz sem optimist in verjamem, da znanost, kot nam je uspela recimo za neko tehnologijo, ki je razvila pred 10 leti, imamo danes cepivo proti covidu, da bo tudi v področju energetike nekaj podobnega, da nekaj to znanja že imamo, nekaj tehnologije že imamo, potem je samo še tisti ljudski moment, da se naredi pritisk, da se ta zadeva začne tudi vsakodnevno uporabljati. Kar je še kolegica Lorena, zelo pomembno vprašanje, to je vprašanje tako imenovane energetske revščine. To imamo že danes, ko si ljudje dejansko zaradi dohodkov nizkih ne morejo privoščiti energetske ustrezne ravni oskrbe z energenti. To je gotovo eden izmed izzivov, s katerimi se bo Evropska unija, pa tudi Slovenija znotraj tega morala v prihodnosti soočiti. To ni samo vprašanje tehnologije, ampak gre za širše vprašanje, kako pravzaprav ravnamo z energijo v smislu tudi tega socialnega vidika, kakšna je dostopnost, kakšni so stroški, ki je zdaj komercialni del, ki je pa ta socialni pa nekomercialni del. Ja, superca, hvala lepa za komentarje. Upam, da ste dijakinje in dijaki dobili mogoče neke odgovore ali pa še nova razmišljanja na vaše predloge. Gremo pa še na tretji krog, zadnjim, in sicer bo prosim za predstavitev predloga Škofijsko gimnazijo Ljubljana. Ja, pozdravljeni, sem Jernej iz Škofijske klasične gimnazije. Torej, eden izmed načrtov, ki jih ima Evropska unija za prihodnost, je, kot smo že velikokrat omenili, prehod k čistim oziroma obnovljivim virom energije. Pri tem pa gre pogosto za postavitev večjih elektrarn, kar pa lahko traja precej časa. Zato predlagam, da bi poskušali povečati uporabo čistih virov energije ter tudi ta prehod narediti cenejši z vključevanjem posameznikov in manjših podjetij v njeno pridelavo. Evropska unija bi tako lahko podprla pridelavo elektrike na strehah večjih zgradb s pomočjo sončnih celic. Namreč velike zgradbe, kot so recimo bloki, šole, muzeji in podobno, imajo na strehi ogromno prostora, ki ga trenutno ne uporabljajo za nič in bi ga lahko uporabljali za namestitev sončnih celic. Da bi Evropska unija spodbudila ta proces, bi lahko uvedla nov predpis, ki bi določeval, da morajo imeti zgradbe, ki imajo streho z dovolj veliko površino,
gor na strehi namontirane sončne celice. S tem bi lastniki stavb oziroma njeni stanovalci pridobili električno energijo, ki jo rabijo za potrebe stavbe, višek pa bi šel v javno električno omrežje. Torej, s tem bi lastniki privarčevali denar, ki bi ga drugače porabili za nakup električne energije, tisti višek bi pa koristil drugim odjemalcem javne elektrike. Ker pa je namestitev in nakup sončnih celic drag postopek, bi predlagal, da bi Evropska unija ali pa kar posamezne države članice finančno delno krile njihov nakup za količino elektrike, ki bi šla potem v javno omrežje, torej tisti preostanek, pa bi pridelovalca ustrezno nagradila, torej denarno nagradila. S takšnim programom bi Evropska unija hitreje dosegla svoje energetske načrte, prehod bi pa tudi cenejši in mogoče tudi manj, kako bi temu rekli, manj riskanten, manj tvegan, saj bi bili stroški deljeni. To bo vse z moje strani. Hvala. Hvala, Jernej, za tvoj ali vaš predlog. Naslednji predlog pa bo predstavila Leja iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Leja, izvoli. Pozdravljeni tudi z moje strani in pa strani Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Sem Leja in prvo bi poudarila, da poraba energetskih in energijskih virov vsakoletno narašča, kar je seveda dober znak, saj smo začeli izkoriščati energijo nam v prid. Kljub temu pa obstaja še veliko odprtih možnosti, kako lahko energijo izkoristimo. Čeprav je vetrna energija med najhitreje rastočimi panogami za proizvodnjo električne energije, imamo v Sloveniji le eno vetrnico, kljub razpoložljivemu prostoru. Torej, moj predlog je, da bi v prihodnje investirali v postavitev vetrnic na višje ležečih krajih, saj je tam hitrost vetra višja in posledično energija bolje izkoriščena. Hkrati pa vetrnica tam ne ovirajoč dejavnik. Drug moj predlog temelji na področju izpušnih plinov. Veliko je seveda slišati o tem, da je potrebno več uporabljati javni potniški promet, ki lahko ima seveda svoje slabosti zamujanja ali podneče, in pa seveda manj uporabljati avtomobile oziroma skoraj opustiti uporabo avtomobilov, saj bi tako zmanjšali izpušne pline v okolje. Vendar imam glede tega mišljenja, da ukolikor bi prišlo do popolne odprave bencinskih in pa dizelskih avtomobilov, bi prišlo tudi do izgube delovnih mest v avtomobilski industriji, kar je seveda z ekonomskega vidika velik minus, saj pride do brezposelnosti. Zato bi v prihodnje predlagala v avtomobilskih obratih povečano proizvodnjo električnih avtomobilov, ki so okolju prijaznejši, brez izpušnih plinov, kljub temu pa gre za individualno vožnjo posameznika, ki ni odvisen od skupnega potniškega prometa. To bi bilo z moje strani vse. Hvala za besedo. Najlepša hvala, Leja, tebi in tvoji ekipi za še en zelo konkreten predlog. Kot zadnjega v današnji razpravi pa bomo pogledali en video, in sicer je Strokovni izobraževalni center Ljubljana pripravil svoj predlog v obliki videa. Povezali so se z dijaki Erasmus Plus projekta Sustainability Starts on Youth, tako da so potem skupaj pripravili en video, ki si ga bomo zdaj tudi pogledali in iz videa izluščili njihove predloge. Tako da, Jan, prosim za video. Energetski viri prihodnosti. Del naše ekipe so dijakinje tekstila, ki veliko rišejo. Od tam ideja o posebnem pisalu, ki med pisanjem proizvaja električno energijo, ta pa se shrani v polnilno baterijo in uporabi, na primer za polnjenje telefona ali kot lučka. Ker naj bi bila prihodnost v električnih vozilih, smo razmišljali o izrabi energije v prometu. Na cestišče 500 metrov pred električno polnilnico bi bil nameščen material, ki bi poskrbel, da se zaradi vožnje vozila po njem posredno proizvaja električna energija. Ta energija bi se uporabila za polnjenje vozil, višek proizvedene energije pa bi se sprostilo v javno električno omrežje. Na cestah je ogromno tovornih vozil. Večina ni električnih in glede na veliko površino tovornega vozila bi bila lahko na strehi tovornjaka nameščene turbine.
Med vožnjo električnega tovornjaka bi se z vrtenjem turbin na strehi posredno preko mehanske energije ustvarjala električna energija, ki jo koristi tovornjak za vožnjo. Tako tovorno vozilo ne bi izgubljalo časa s prepogostim polnjenjem baterij, ampak bi se vozilo priklopilo na polnilnico med zakonsko obveznimi postanki za voznikov počitek. Ker vemo, da je javno električno omrežje vedno bolj obremenjeno, imamo idejo, da bi na primer v hotelih ali večstanovanjskih hišah vsi ljudje uporabljali posebne copate, ki bi se med hojo po posebni podlagi proizvajala električna energija. Proizvedena energija bi napajala električne porabnike v objektu. Velika okoljska problematika so tudi plini iz iztrebkov, predvsem v kmetijstvu. Iztrebki se sicer uporabljajo kot gnojilo, vendar preden se jih uporabi za gnojilo, pa bi se lahko zajel njihov plin, ki bi se s pretvorbo v električno energijo ponovno lahko uporabil kot napajanje električnih porabnikov na kmetiji ali farmi. Z zvokom se srečujemo vse povsod. Pri tej ideji vzpostavljamo glasen zvok, ki lahko predstavlja hrup, na primer na koncertih, športnih prireditvah ali gradbiščih. Na skici je prikazano, da bi bili nameščeni elementi za zajem zvočnega valovanja, to bi se pretvorilo v električno energijo. Shranjena energija pa bi se lahko ponovno uporabila za napajanje električnih porabnikov oziroma naprav, kot so luči, zvočniki ali grelci. Pri snovanju idej smo pregledali, kakšne so smernice za prihodnost, zapevanje avtomobilski industriji in skrb za okolje, ter se poglobili v vsak dan vsakega izmed nas. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala dijakinjam in dijakom, pa tudi seveda mentorjem Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana za inovativne ideje in pa seveda za tale video. S tem pa prihajamo do našega tretjega komentarja, tako da dr. Grošelj, ponovno vam beseda, komentarji na tale naš tretji sklop. Ja, kot sem rekel, moje pričakovanja so se izpolnile v celoti, ogromno idej in to kaže na to, da ta razvojni potencial v slovenski družbi je neizčrpan, kar sem jaz moram reči zelo, zelo vesel. Zdaj, kaj je Jernej izpostavil, to do neke mere se že uresničuje. Se pravi, Slovenija je že imela v preteklosti programe in te programi so predvideni tudi v prihodnje, da se spodbuja izgradnja tako imena samooskrbe v smislu, da vsak objekt ima lahko svoj vir energije, recimo v obliki sončnih celic. Tisto, kar sem že pred začetni razpravi izpostavil, to pomeni seveda prenovo celotnega elektroenergetskega omrežja, ki mora biti sposobno prenašati ta nihanja v proizvodnji, ko imamo po noči ni proizvodnje iz teh sončnih elektrarn, se pravi, nek objekt črpa energijo iz omrežja, potem pa podnevi to vrača. In to so malce zahtevne investicije, ampak kot sem rekel, to že obstaja in to je že celo tako postalo tako zanimivo tudi tržno, da pravzaprav na nekaterih segmentih sploh več ne potrebujemo državnih subvencij, ker so sama elektroenergetska podjetja za to že zainteresirana. Jaz ne vem, če si kaj spremljal, v Sloveniji tak projekt že obstaja, je pa to ena izmed zelo dobrih idej in zelo realnih in uresničljivih idej. Leja je govorila o potniškem prometu in pa skrbi za delovna mesta. Seveda delovna mesta so pomembna oziroma so ključna, zato je tudi vedeti, da vsaka nova industrija, tako električni avtomobili, kot recimo sončne celice in tudi druge tehnologije, ki bodo prihajale, proizvajajo, oblikujejo nova delovna mesta. Ne? Tako da jaz se ne bojim za prihodnost delovnih mest v avtomobilski industriji, bolj kot da jih bomo izgubili, jih bomo nadomestili. Mislim pa, da večji izziv kot energetska učinkovitost je pred nami vprašanje avtomatizacije in digitalizacije delovnih procesov, se pravi umetna inteligenca, robotizacija, industrija 4.0, potem internet stvari, kjer mašine same s pomočjo umetne inteligence komunicirajo in pravzaprav ne potrebuje več človeškega dejavnika. To so pa vprašanja mogoče za neko drugo razpravo, pa vendarle tudi to je del te zgodbe, tudi o tem v Evropi že, tudi v Sloveniji pač že razmišljamo. Javni potniški promet je še vedno, mislim, da je najboljša izbira. Kljub vsem temu, da pač to pomeni potem manj avtomobilov na cesti, možemo se zavedati, v Sloveniji je, kot sem rekel, 60% vseh izpustov izvira iz prometa. In to je pomemben sniževalec, ni samo tukaj, bo rekel, toplogredni plini so, tukaj so potem še te mikrodelci, ki imajo izredno slab vpliv na naše zdravje. Tako da z neko pametno politiko bi lahko tudi, seveda ne bo pomenilo to, da bo javni transport popolnoma nadomestil avtomobile, ampak jih lahko v veliki meri. In tudi z vidika udobnosti potovanja lahko javni potniški promet zelo učinkovit in zelo uspešen.
Jaz sem na tem področju, mislim, da lahko Slovenija ogromno še postori. Zdaj, kar se tiče predlogov, ki smo gledali v filmu, no, to bom rekel, dobre ideje. Zdaj tisto, kar je, to je zdaj ideja. Zdaj smo pri tem točki, ko je Newtonu na glavo padlo jabolko. Zdaj smo ugotovili težnost in gravitacijo. Zdaj naslednja zadeva so raziskave in razvoj. Zdaj to moramo raziskati, razviti teorije in potem to preveriti, če to drži. In potem pridejo nove tehnologije na podlagi tega ven. Najprej bazična raziskava, bazično znanje, se pravi, gravitacija vleče stvari k tlom, zdaj pa moramo ugotoviti, kako bomo to novo tehnologijo, novo znanje uporabili. No, in to je pa zdaj tisto, kjer jaz verjamem, da bodo moji današnji sogovorniki odigrali izredno pomembno vlogo v prihodnosti. Mi v Evropskem parlamentu se bomo pa potrudili zagotoviti neko okolje, ki vam bo to omogočilo, da boste do tega, da boste lahko te svoje potenciale v največji možni meri tudi razvili. Najlepša hvala, dr. Grošelj, za komentarje, predvsem pa za ta poziv mladim k raziskavam in razvoju, naj nadaljujejo z razmišljanjem in konkretnimi dejanji na tem področju, pa tudi na marsikaterem drugem, na katerem so že do zdaj pokazali, da znajo zelo dobro razmišljati, da imajo zelo konkretne predloge. Tako da hvala lepa in hvala vsem dijakom, dijakinjam, šolam, da ste pripravili predloge, da ste razmišljali o energetskih virih prihodnosti. Vse tiste predloge, ki danes niso bili predstavljeni, pa tudi te, ki so bili, pošljemo v paketu evropskemu poslancu danes po razpravi v ogled, v morebiten komentar. Kontakti so notri zapisani mentorjev, če vas kakšen predlog še posebej nagovori, dr. Grošelj, če najdete kakšno zanimivo idejo tam, potrebujete kakšno dodatno misel dijakov na to temo. Tako da vse predloge vam pošljemo in najdejo svoje mesto. S tem pa v bistvu zaključujemo celoten naš cikel razprav z evropskimi poslanci o aktualnih tematikah. 8-krat smo se družili v zadnjih 2-3 mesecih. In res hvala vsem, ki ste se redno udeleževali razprav, ki ste redno pošiljali predloge. Zelo so bili zanimivi, raznoliki, presegli ste čisto vsa naša pričakovanja in vesela sem tudi, da noben od vaših predlogov ni bil spregledan. Vsakega pogledamo, vsakega pošljemo naprej evropskim poslancem, tako da vsi praktično pridejo na mize evropskih poslancev, ki so odločevalci na evropski ravni. Tako da ste tudi vi naredili nekaj dobrega in seveda vi ste se spoznali s tematikami, predstavili svoje predloge sprememb, pa tudi predloge izboljšanj, in prejeli na nje neke komentarje. Na drugi strani so pa evropski poslanci na tak način, mislim, da pridobili dober pogled v razmišljanje, želje, ideje slovenske mladine na teh obravnavanih 8 področjih. Tako da jaz upam, tako kot vas je dr. Grošelj pozval, da se tukaj ne konča, da so bili to vaši uvodni premisleki, zdaj pa boste imeli čas letos, naslednje leto, še naprej, še kar precej življenja je pred vami, da morda tudi kako idejo uresničite, sami prispevate k njeni uresničitvi, če ne drugega s tem, da organizirate morda kakšno okroglo mizo na to temo, naredite kakšen intervju, organizirate debato na šoli, torej poskrbite za ozaveščanje o teh temah, idejah in predlogih že v vaših lokalnih skupnostih. Tako da hvaležni bomo za vsako povabilo. Če boste kaj organizirali, dajte nas povabiti, dajte tudi obvestiti evropske poslance in poslanke, njih povabiti, vidite in veste, da se zelo radi udeležijo, če le lahko, če le imajo čas in vam tudi prispevajo svojimi idejami in komentarji k vašim dogodkom. Tako da veseli bomo vaših nadaljnjih dejanj. Do takrat pa vse dobro. Ne pozabite še na razpravo z evropskim komisarjem Lenarčičem, ki bo 16.4., sicer pa se vidimo ob koncu šolskega leta na evalvacijah programa EPAS. Hvala vsem za udeležbo, hvala vam, dr. Grošelj, za komentarje in udeležbo, dijakinje, dijaki, učiteljce, učitelji. Res en velik hvala od celotne EPAS ekipe in pisarne Evropskega parlamenta za udeležbo v temle projektu. Tako da lep vikend vsem in lepo se imejte. Svidenjem.